Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Socialni ali bolje rečeno nesocialni demokrati pričakujejo, da bo poslanska skupina SDS v najkrajšem možnem času predlagala zamenjavo predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Branka Mariniča. Marinič, ki se ga spominjamo potem, da ne bi namesto njega nekdo drug opravljal izpit iz nemščine, namreč 3 leta ni plačeval stroškov za najeto državno stanovanje. Marinič pravi, da ni imel ključa poštnega nabiralnika, v katerem naj bi se zbirale neplačane položnice za obratovalne stroške. Poslanec SD Dušan Kumer je zato na novinarski konferenci pokazal primoprodajni zapisnik, ki dokazuje, da je Marinič ključ dobil. In jaz vam lahko ilustrativno za zadnjo predajo, ki je bila 15.12.2005 in isto leta 2008, je pod predani oziroma prevzeti ključi 2 ključa centralna vrata in 1 ključ nabiralnik. In podpis pod Marinič. Se mogoče Brane ni vedel, da je to ključ za nabiralnik, je mislil, da je ključ sam zaklet. Mogoče je pa on sam zaklet. Misliš? Branko ponovno Marinič nekoliko kasneje o ključu, kljub temu ni vedel ničesar. Da naj bi dobili ključe, gospod Kumer kazal dokumente, če bi lahko odgovorili na to, na te obtožbe. Ključe od poštnega nabiralnika glede teh položnic, pa če bi odgovorili na te očitke, ki jih je danes Kumer na novinarski konferenciji. Prej, da sem vam povedal, da bo sprejem. Sorry, tep. V bran, pa ne že spet Mariniču, so stopili v klubu SDS. Vodja poslanske skupine Jože Tanko je povedal, da Marinič z neplačevanjem položnic ni kršil nobenih zakonov. Posebej zanimivo pa se mu zdi, da se mediji ukvarjajo z bagatelnimi zadevami, medtem ko se v državi dogajajo veliko hujše afere. Nasprotujejo pa tudi njegovi razrešitvi z mesta predsednika Komisije za korupcijo. Je pa ena zadeva, ki je pravzaprav signifikantna v tem mandatu. Vsakič, ko se katerikoli poslanec, oziroma tudi predvsem predsednik proti te komisije v državnem zboru, gospod Marinič, loti česarkoli na svoji komisiji, vsakič se potem sprožijo ti medijski pogromi zoper njega. In končno odjadrajmo iz te marine. Kandidat za ministra za lokalno samoupravo Henrik Györkös se je predstavil v parlamentarnem odboru in kot ključne naloge izpostavil uspešno črpanje evropskih sredstev ter pripravo predloga pokrajinske zakonodaje. Njegova kandidatura je razdelila Desus, vendar je Györkös kljub temu na odboru dobil dovolj glasov. Poslanec SDS Andrej Vizjak pa je takole opisal njegovo predstavitev. Danes smo v uvodni predstavitvi videli praktično prebran govor strokovnih služb, ki vodijo to ministrstvo in ki so na nek način tudi povzročili ta odprta vprašanja in te probleme, in težko bo od teh istih ljudi pričakovati seveda tudi rešitve. Res ni časa za neizkušene ljudi, da bodo, ne vem, porabili 100 dni, da se bodo sploh seznanili s problemi, kaj šele začeli izvajati prepotrebne ukrepe za izboljšanje stanja. Tu vidim tisti ključni razlog, zakaj so se spori v poslanski skupini Desus začeli in tudi še ne polegli. Zdaj vemo, kdo ima vse ključe pri SDS-u. Bolj zadovoljen je predsednik SLS Radovan Žerjav, ki pravi, da je z imenovanjem Györkösa predsednik vlade izpolnil eno od predvolilnih obljub. Moja želja je bila, da bi premijer izpolnil predvolilno obljubo, ko je v Murski Soboti dejal, da bo eden od ministric prišel iz Pomurja. To obljubo očitno sedaj izpolnjuje. V poročilu organizacije Novinarji brez meja o svobodi medijev je Slovenija spet nazadovala z lanskega 30. na 37. mesto. Za komentar smo vprašali predsednika Društva novinarjev Gregorja Repovža, urednika oddaje Sveta Bojana Travna ter predsednika Združenja novinarjev in publicistov Igorja Kršinarja. Mislim, že je prekrišnja on. Po moje možno, ne vem. Prihaja do nazadovanja, do komercializacije, ki absolutno zmanjšuje svobodo, do
prišlo je do netransparentnih in škodljivih lastniških premetavanj, ki so škodovali svobodi medijev, to, kar se je dogajalo, in nazadnje tudi do zakonskih sprememb, ki so svobodo izrazito omejili. Že kar nekaj let določeni mediji, določeni uredniki določenih medijev pač delujejo z dnevno politiko. To pa mislim, da je največji problem. Pri nas v bistvu tega ni. Pri nas govorimo, da gre za neodvisen tisk, da je neodvisen od vseh političnih opcij. Če pa podrobno pogledamo, uredniške politike večinoma podpirajo politično opcijo, ki je trenutno na oblasti in ki je bila do leta 2004 skozi na oblasti. Vabilo na dogodek ob zaključku multimedijskega natečaja ni imel vseeno Maša Simič. UNICEF Slovenija je v okviru evropskega projekta Globalna ekonomija, globalna solidarnost, promocija razvojnih ciljev tisočletja razpisal multimedijski natečaj s pomenljivim naslovom Ni mi vseeno. Natečaj je namenjen mladim med 14 in 20 letom, zato vsi, ki vas mika multimedija ali želja, da bi svetu povedali, da vam ni vseeno, pohitite in nam pošljite svoj izdelek najkasneje do 30. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani www.dveplati-enega-sveta.si. Natečaj bomo zaključili z večjim dogodkom, ki bo 20. novembra v Kinu Šiška v Ljubljani. Tega dne obeležujemo tudi 20. obletnico sprejema Konvencije o otrokovih pravicah, zato bo ta dan za vas mlade še posebej pomemben. Dogodek bo pravo multimedijsko doživetje, ker boste mladostniki vključeni v ustvarjanje interaktivne inštalacije, popeljali vas bomo v svet breakdansa in multimedijske tehnike, program pa bodo popestrili Murat & Joe's Band, Live Fat in nekateri DJ-ji. Dogajanje bo smehom začinil tudi stand-up komedijant Pižama. Dogodek bo obenem tudi odlična priložnost za predstavitev izdelkov vseh sodelujočih, ker bodo zmagovalni izdelki še posebej nagrajeni. Udeležba na dogodku bo za vse brezplačna, zato ga ne smete zamuditi. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V galeriji Žigalica so odprli razstavo Čas za revolucijo ob 40. obletnici pojava skupine Pupilija Ferkeverk. S tem se je začel šoking gala šov, ki bo v času od 21. do 28. oktobra na različnih lokacijah po Ljubljani skušalo opozoriti na delo Pupilije Ferkeverk. Zdi se mi, da je sam pristop v čas, v katerem živimo danes, naslov razstave je namreč Čas za revolucijo, nek opomnik, kako so včasih ustvarjali, kako gledamo nazaj, kako lahko gledamo na mlade ljudi, ki ustvarjajo danes. In prav ta razstava je mogoče njim nek opomnik in trenutek za premislek. Danes se vračamo na kraj zločina. Pupilija je bila pred 40 leti igrana v Vitiški dvorani Križank. Skratka, prišli smo sem, da obudimo spomine, na drug način pa da hočemo nekaj narediti tudi za sedanjost in prihodnost razvoja gledališča tudi v bodoče. Še vreme. Ljubljanske brezdomce smo poprašali, kako so pripravljeni na prihajajočo zimo. Kako si športniki? Kako je to? Kako pravde? Kako je to? Športnik mora na snegu biti. Danes se pa je tako vidimo v studiu 141 na Vesti, kjer bomo v Švicu mikrofona gostili skupine Bossadžinovu z Bossanovu. A ja, pa še to, ajde vam laže, ta skodelca ni vedno prazna.